dragi navzoči. Prišli smo iz več koncov, iz domače župnije in tudi od drugod, še posebej pozdravljeni odrasli skavti, ki ste prevzeli organizacijo dogodka tukaj v socialnem tednu. Predvsem pa pozdravljam vas, gospod Ivan Platovnjak, pater Ivan Platovnjak, današnji gost. Ko sem pogledal spored socialnega tedna, v katerega se vključujemo tudi tukaj v Štefani vasi, z naslovom ali skupnim naslovom Skoči ven, je danes 8 dogodkov ali celo 10. Tako na hitro sem pogledal in z veseljem se tudi mi vključujemo v to dogajanje osveščanja in nagovarjanja vseh ljudi dobre volje, da bi izstopili iz nekih okvirov, ki nas morda hromijo in v odprtosti z vsemi ljudmi dobre volje delali korake, pozitivne korake za naše skupno življenje. Res prisrčno pozdravljeni in lep popoldan in večer vam želim vsem skupaj kot domači župnik. Dobar dan, še v imenu odraslih skavtov. Rad bi vam predstavil socialni teden. Socialni teden je niz dogodkov, ki se dogajajo v celi Sloveniji. Izhaja iz Francije, nekako smo prevzeli idejo francoskih katoličanov, ki se vsako leto zberejo v velikem mestu in imajo v eni ogromni dvorani z več tisoč udeleženci niz predavanj. V Sloveniji smo rekli, da je dobro to razpršiti, da se ne dobimo na enem mestu ogromna množica ljudi, pač pa da se dogodki dogajajo po celi Sloveniji. Tako letos socialni teden poteka pod naslovom Skoči ven. Poznate tisto zgodbo o žabi? Bom jim potem predstavila. V Sloveniji se bo zgodilo približno 80 dogodkov, in sicer od otvoritve, ki je bila predvčerajšnja, do konca, do druge sobote se bo zgodilo 80 dogodkov. Povabljeni še na druge dogodke, povabljeni, da vzamete zadaj brošurce in dogodki so v Ljubljani, pa tudi po drugih krajih Slovenije toplo povabljeni. Kaj je namen socialnega tedna? Vzbuditi aktivno državljanstvo med nami katoličani, in sicer spodbujamo k odgovornemu državljanstvu, k prevzemanju tudi našega dela odgovornosti za to državo, za Evropo in za svet pravzaprav. Skupen imenovalec je Socialna akademija. Oni to nudijo podporo, tako da tisti, ki ste v druge povabljeni, da se drugo leto tudi vključite v socialni teden in tudi sami organizirate en dogodek socialnega tedna. Zdaj pa povabim Mimi, našo prijateljico, skavtinjo, sestro v skavtstvu, da nam prebere poslanico socialnega tedna. Vsako leto spremlja namreč socialni teden poslanica. Poslanica za to leto 2014. Skoči ven. Zdi se, da smo prebivalci Slovenije dan za dnem ujetniki enakih škodljivih vzorcev. Težimo k ohranjanju starega stanja, za katerega vemo, da dolgoročno ne deluje in ni vzdržno. Ob tem drsimo v vedno večji prepad konfliktov, zadolženosti, nemorale in lenobe. Poznate poskus s kuhanjem žive žabe? Vam ga bom predstavila. Če v posodo, v kateri je živa žaba, dolijemo zelo vročo vodo,
bo ta zelo namreč žaba hitro skočila ven. Če pa žabo damo v posodo s prijetno toplo vodo in jo počasi segrevamo do vretja, bo žaba zaradi lagodja kar vztrajala v posodi tako dolgo, da se ne bo več mogla rešiti in bo končno poginila. Smo kot žive žabe, ki se počasi kuhajo. Iz posode kar ne skočimo. Kaj nas zadržuje? Skočimo iz konfliktov. V letu 2014 beležimo 100 let od začetka Prve svetovne vojne, enega najpogubnejših konfliktov vseh časov. Skočimo ven. Ne pustimo se ponovno ujeti v konflikte takšnih razsežnosti. Mir, ta skriti, a vendar največji dosežek Evropske unije, ni samoumeven. Skočimo iz getov in lobijev. V letu 2014 beležimo 25 let od padca Berlinskega zidu. Kljub temu se še vedno ograjujemo v gete in lobije, znotraj katerih si lahko privoščimo le egoistično skrb zase, razvoj nevarnih ideologij in povzročanje škode vsem in vsemu okoli nas. Skočimo ven. Ne prepuščajmo se utopijam socializma in ostalih totalitarizmov ali nevidni roki trga, ki naj bi celostno uredila družbene odnose. Podrimo zidove in v različnosti iščimo rešitve, ki bodo v ospredje postavile človeka in njegovo dostojanstvo. Skočimo po dobre ideje. Praznujemo tudi 10 let od vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Kljub vse večjemu evroskepticizmu Slovenci, še posebej mladi, množično emigriramo v druge države. Skočimo ven in poglejmo čez meje, a dobre ideje, kljub morebitnim odporom in zavisti, prenesimo tudi nazaj. Ostanimo povezani, ostanimo zavedna narodna skupnost. Skočimo iz navideznega udobja, škodljive pasivnosti, strahu in pesimizma. Poglejmo okrog, opazimo in ovrednotimo, kar že imamo in se učimo tudi od sosedov. Razmišljajmo izven okvirov znanega. Drugačno življenje je nujno in tudi mogoče. Vesel sem, da smem biti tukaj med vami in upam, da bom vsaj malo odgovoril na želje, pričakovanje, ki jih nosite v sebi, s katerim ste prišli na to srečanje. Pa bi najprej povabil, da malo se umirimo notranje in tudi se zavemo, da nismo sami tukaj in da stopimo v to navzočnost Boga, ki nas je ustvaril, ki nas ustvarja, ki nam daje tudi v tem trenutku, da lahko živimo, da lahko bivamo, da smo, da moramo razmišljati, da lahko iščemo, da lahko tudi drugega podpiramo. Stopimo v to znamenje križa in Očeta, Sina, Svetega Duha. Da se še malo tudi vsak zase umiri, lahko tudi zameži, če želi, da začuti ta dar življenja, da začutim to milost, da sem tukaj, da živim in sem v Bogu, v Očetu, ki je poslal svojega Sina,
da bi se nihče izmed nas ne pogubil, ampak bi bil vsak deležen večnega življenja, njegove ljubezni s Svetim Duhom, ki me v tej ljubezni tako ljubi, da je pripravljen sprejeti nase popolno zavrnitev, smrt v svojem Sinu Jezusu Kristusu. Da v obupu križa, stiske, zavrnitve pije moj Bog, zakaj si me zapustil? Hkrati poklanja milost največjega odpuščanja. Oče, odpuščam. In mi preko zmage nad smrtjo govori mir s teboj. Njemu se skušam odpreti tej ljubezni in temu duhu. In skušam v njem, v njegovi navzočnosti videti, kaj je tisto, kar mi prihaja v spomin. Ali se pride do asociacije, ko slišim besedo odpuščanja. Kaj pomislim o tej besedi, na kaj me spomnim. Ali me tudi kaj spomni na to temo socialnega tedna, skoči ven. Kakšna povezanost med odpuščanjem in skoči ven. Služimo še v Svetem Duhu, prošnji k njemu, svoj prosto skupno prošnjo, da bi mogli to videti in to obesediti. Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in živi ogenj svoje ljubezni. Pošli svojega Duha in predoleni bomo. In eno bi boš obličje zemlje. Molimo, Bog naš Oče, Sveti Duh nas osvetuje in oči, naj nam pomaga v življenju spoznaj, kaj je prav, in se radi sprejemaj njegove spodbude po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Pa si za začetek mogoče še vzamemo takšne 2 minuti in podelite sosedom, kaj je tisto, na kaj se vas je prišla asociacija o besedi odpuščanje, skoči ven, odpuščanje ali pa samo odpuščanje. Lahko 2 skupaj malo si podelite, ali pa tudi kako vprašanje se v zvezi s tem prebuja v tej temi, kaj naslov, ki tudi danes damo v tem vprašanju, tudi odpuščanje. Kaj se pa preča razred, bo malo bliže pridite, ali pa 3 skupaj.
Dobro, pač kar je nekje prišlo na dan, mogoče bi si vzeli toliko časa, da tudi malo vidimo, kaj je tudi, kaj vas mogoče pričakovanje, razumevanje, vprašanje, odpuščanje, ne? Da mogoče obesedite to, malo podelite tudi, kaj je prišlo bolj na dan. Lahko tukaj začnemo malo, da vidimo malo tudi temo, kaj je bilo dobro tudi, da nekje izpostavimo te vprašanje, ker je zelo široko vsega, veliko se tem lahko govori, ne? Ja, jaz pa rekla, da je zelo težko skočiti ven, če si v tem, da se trudiš nekomu res nekaj, kar se je prizadelo odpustiti, in ni to enostavno skočiti ven iz tega. Spravi, težko odpustiti. Skočiti ven, ne? Ja. Spravi, da bi lahko rekli tudi, ja, nekje odpustiti je kot nekje skočiti iz nečesa ven, ne zamire in vsega tega, kot ste rekli. Še kaj drugi? Kakšen vidik? Ja, jaz mislim, da, oziroma, jaz sem tako izkušnja, da je za to, da odpuščaš svojim bližnjim, se mi zdi kar nekako malo težje. Ker so ti bližji, ker jih imaš rajši, ker te morda bolj prizadene, kakor če tam eden niks, neki. In da je treba veliko moliti za to, da zbereš, kam bi rekla, uno razsodnost in pogum, da lahko odpustiš. Ampak da res odpustiš, da tistega ne pestvaš vse, pa gojiš. In da potem živiš, da dejansko skočiš iz tega ven in si na nek način osvobojen. Najtežje je nekje bližnje in tudi kako je potrebno molitev tudi nekaj, da nekje resnično odpuščati. In če kdo kaj izpostavil svoje izkušnje, lahko tudi. Mi smo se ustavili potem odpustiti sebi, ne samo bližnjim. Moje mnenje je sicer, da je še težje odpustiti sebi. Dobro. Tudi težko odpustiti tudi sebi, ne? Da greš ven iz teh okvirov, pa da daš prostor nečemu drugemu. Nekomu. Dobro. Hvala. Mi imamo jutri v družini zakrament svete dirne in včeraj smo imeli en tak večer sprave in odpuščanje znotraj družine. Tako da smo drug drugmu odpustili virmancem, virmancnami, smo se upravičili, smo rekli, da se imamo radi in tako naprej. Lahko z nekakšno novo močjo gremo naprej v novo življenje. Močjo sprave, ne? Lahko v okviru družine, v okviru zakona, naskega parla, lahko nije in tako naprej. Še kaj druga? Tukaj spedete? Ne vem, mogoče reči ne maščevanje. Ne čakati recimo, da se z isto mero maščuješ, bo že še videl, ko bo prišel v mojo kakšno to situacijo, ko bom jaz pokazal, kakšen je, ko se bom jaz maščeval nekako, bo že še videl, to pa se boš takrat počutil. Če maščevanje. Ja. Ali pa napačnemu odpuščanju, ne? Ja. Mogoče ta vidik
da ob vsakem problemu, ko se z njim soočamo, imamo pravzaprav dve možnosti, glavni možnosti. Vmes je seveda še veliko, ampak dve glavni. Ali se ujamemo v začarani krog obtožb in pritoževanj, krivi so drugi, pa to je krivo, pa ono je krivo, pa starši so krivi, pa mož je kriv, pa žena je kriva, pa ne vem, kdo je kriv, šef je kriv, ali pa stran od tega, v drugo smer, kaj pa je treba narediti? Rešitev torej, iskanje rešitev. Se pravi, tukaj nekaj obtoževanje, Ja. Če obtožuješ, pa se pritožuješ, potem si tudi ujet v nek začaran krog neodpuščanja. Če se pa drugam usmeriš, in ker se veliko teh prepirov vrti okrog tega, kakšen si, to nič ne pomaga. Kaj pa v tem tipu za narediti? Dobro, bi še eden lahko kaj rekel? Ja, naučiti se je treba, da odpustimo. Se pravi, da se naučiti treba. Naučiti. To? Pa še list. Ja, jaz sem rekla, moja osebna izkušnja je, da odpuščanje oživlja. To je skoraj nekaj tazga, ko obujanje od mrtvih. Oživlja najprej mene. Pa oživlja zame tudi tistega drugega človeka. Naenkrat sme biti, lahko vidim tisto lepo, ki ga v njem ne morem videti, dokler imam nekaj proti njemu, tako da ja, to je življenje. Krasno. Najlepša hvala za te malo različne segmente, vidike odpuščanja, tudi problematike. Predvsem pa nekako, da vidimo, da res ta tema odpuščanja je nekaj zelo življenjskega. Da prišel na dan tudi, da je nekaj, kjer se učimo, da je tu neka učenje. Zato smo tudi v Ignacijevem domu duhovnosti, kjer sem malo odgovoren, začeli pred leti tudi šolo odpuščanja. Nekako se že dalj časa ukvarjam. Da nekje odpuščanje je neki proces, da ne moremo to kar preprosto reči odpustim in odpustim, in da je včasih, tista ena zmota, da mislimo o drugih, da je z drugimi nekaj narobe, če takoj ne odpustijo. Da če bi mene drugi imel res rad in če me res spoštuje, kot govori, zakaj mi ne odpusti? In če takoj ne odpusti, če žena takoj ne odpusti možu, ali mož ne odpusti takoj ženi, ali starši ne odpustijo otrokom, otroci ne odpustijo staršem, ali pa sosed sosedu, ali pač karkoli, kjer pride stiska, da je tukaj nekaj narobe. A vendar, ali je res nekaj narobe? Ali pa nekaj zelo normalno? Da je tukaj tisto, ali smo zmožni videti eno kompleksnost te situacije, ki je nastala, ko me nekdo prizadane, ko me nekdo globoko rani, še posebej, kot je prišel na dan tudi, da je najtežje tudi bliže, odpustiti, lahko jaz odpustim tam nekomu daleč, da ne vidim naslednjo uro, ali nisem v isti hiši, se ne srečujem z njim in tako naprej, ampak pač ga srečam, lahko tudi naredim, da se ne bom srečal, ampak z nekom, ki pa živim, z nekom, katerim delam, s katerim sem vedno znova povezan, z nekom, katerim sem nekje eni organizaciji ali tudi eni državi, v smislu, da sem odgovoren za eno politično delovanje, je pa čisto nekaj drugega. Kako res odpustiti? Da je to nekaj zelo kompleksnega. In da moramo iti nekako ven iz tiste, iz tiste izkušnje naših mladostnih let, ko smo se otroci med seboj stepli,
ali pa tako ali drugače se kot bratje, sestre ali pa sošolci naredili takšno drugačno zlo in smo bili potem poklicani in smo rekli, ja, zdaj pa si podajte roke, priznajte pač to, opraviči se in vredo, ne? Ne. Odpuščanje je res nekaj zelo kompleksnega. Nekaj zelo celovitega in je, kot je bilo tudi rečeno, nekaj najbolj oživljajočega. Nekaj, kjer človek lahko zaživi. Kjer je nekaj, kar sprosti vse njegove življenjske moči. Kjer mu da moč, da lahko zaživi za vsem, kar je. Z vsemi svojimi spomini, z vsem svojimi hrepenenji, z vsemi tudi odnosi, ki jih živi. Da ni nekako ujet sam vase. Zato se mi zdi, je zelo dobra tudi ta tema, ne, ki jo imate v tem socialnem tednu, ne, skoči ven. Ne. Kaj ti pravzaprav je odpuščanje nekaj najbolj groznega. Je nekaj, kar te najbolj ujame v samega sebe, v to notranji svet, v tvoje spomine, v tvoje rane, v to, da se vrtiš okrog sebe in se vrtiš v tej stiski, bolečini in se tem se samo pomiluješ, obtožuješ druge in tako naprej. In nekako, ja, kot ta žaba, pa se tudi kar nekako navadiš na to. Ne? Ker si niti ne priznaš, da je kaj narobe. Ne? Si niti ne priznam, da nosim v sebi kakšne zamire. Niti si ne priznam, da moram kaj odpustiti. Ne? Ker nekako se na to navadim. Kajti v resnici iti v odpuščanje je nekaj zelo, zelo bolečega. Nekaj zelo bolečega. In mi ljudje imamo pač psihološko tako organizirano našo psiho, ne? Ja, da se izogibamo bolečin. Je normalno, ne želimo biti, se pravi, mazohisti, ne? Sam sebe mučiti in tako naprej, ne? Ampak se izognem, hkrati pa se v resnici nič ne izognem, ker to samo potisnem pozavest in iz tega živim in delam in ostajam eni okočenosti, ostajam neki zaprtosti, ostajam v nekem strahu, negotovosti, nemoči. Ja, ali se sploh zavedamo, tudi kot kristjani, kakšen velik dar je odpuščanje in kako nekaj groznega delamo v sebi in tudi drugim, če ne gremo v ta proces, to šolo odpuščanja. Ja, ker večkrat pravzaprav si raje rečemo, da nimamo kaj odpustiti, ne? In ker kot kristjani pač, zdaj, če si priznaš, da nisi kaj odpustil, pa to pa ne moš iti v kajilu, ne? In se to, ne imaš same probleme, ne? Pa še se ni nič tako, ne? Se s tem pač ne govorim tako, on pač je tak, kot je, ne? Se to vse je vse v redu, ne? Ampak je res vse v redu. Ko vabimo pač tako vsako leto, tudi v šolo odpuščanja, ne, in marsikdo pač reče, saj nimam nič takega delu, zdaj, eno leto se imate z odpuščanjem, ne. Ko v eno leto delo z odpuščanjem, ne. No, tukaj imamo eno, ki je hodila v to šolo, pa mogoče tam za intermezzo malo pove gospa Neška, ki je šla tudi skozi to leto malo te šole odpuščanja, ne, svojo izkušnjo tudi nekako s čim je vstopila in kaj se tudi dogajalo. No? Pa bom potem skušal moče vsaj nekaj strniti, da bomo potem nekje imeli repi glavo. No? Da bo samo teorije. Jaz sem se pač upisala v šolo odpuščanja in sem že in zdaj tega že 2 leti. Ja, jaz sem prišla pač
z družine, kjer se v določenih stvarih ni govorilo, kar je pomenilo, da stvari ne obstajajo. Ne? In so se stvari, bi lahko rekla, pometale pod prepražnik. Ne? Ampak telo tega ne dovolj. Ne? Telo ne dovolj, da se stvari kopičijo. Ne? Čeprav jaz za sebe mislim, da sem trd karakter in zleba ne popustim, ampak kljub vsemu me je telo izdalo in sem se znajdla na operacijski mizi. In po tistem sem začela pač se spraševati, kaj je narobe, kaj se je zgodilo, kje sem, kaj jaz v življenju doživljam, kaj je moja preteklost, kako spremljam svoje življenje, kako sem recimo predelala dogodke svojega življenja, ki določeni niso bili ravno lahki, so bili kar boleči. Ne? In takrat sem pač na internetu najdla pač to, da pač se v Ignacijevem domu odvija šola odpuščanja. In pritegnila mi je samo ena beseda. To, da moraš odpustiti tudi Bogu. Sem rekla, to pa nekaj novo, to pa nisem še nikoli. Vsi so mi govorili v teh 24 letih, kar se je to z mano dogajalo, Bog te ima rad, Bog je največja ljubezen, največ. Jaz pa tega nisem mogla sprejeti. Kako mi je dal tako zgodovino, kako mi je dal tako življenje, kako se tako težko prebijam, kako mi je dal dogodke mojega življenja, ki so me tako negativno zaznamovali. In tukaj sem prvič začutila, da bom lahko tisto, kar že desetletja nosim v sebi, lahko tudi dala na dan. In pod tem vidikom sem pač se vpisala v šolo odpuščanja. In sem videla, da v bistvu nekega hudega žaljivca v mojem življenju ni, razen sebe, svoje perfektnosti, da moram vse narediti 100%, da ne smem nekje zgrešiti, da od ljudi okrog sebe zahtevam tisto, kar niti sama ne moram narediti. In ko so padle določene iluzije in določenja gledanja na življenje, kjer se je tudi odpuščanje recimo zasvetilo v neki novi luči, ker jaz sem mislila, da je odpuščanje do tega trenutka, da moraš pač pozabiti, da se ne smeš nikoli več spomniti, da nimaš nobene krivice, da nisi, kaj s tem, dober kristjan, če se usedeš recimo na deloh maši in gledaš tako po ljudeh, pa tam vidiš nekoga, pa rečeš, tam je pa nekaj hudega naredil. Sem malo nekaj narobe, tako tukaj je pater rekel, ne moraš v kojilu, imaš same probleme. Da sem lahko stopila v ta proces, recimo, res predelave in odpuščanja same sebi. Čeprav potem v tem letu, v teh korakih, ki smo jih delali, se je še marsikaj drugega tudi potem odkril, kar v začetni fazi si sploh nisem mislila. Ne? Ne vem, mogoče za mene je bila ena taka zelo močna stvar tudi to, da sem si nehala predstavljati, kaj si ljudje mislijo. Nekdo, ki je šel mimo meni, ne, pa sem vedela, da me je kdo pogledal. Sem že vedela, kaj si misli. A res vem, kaj si misli? Zakaj pa ne stopim do njega in ga vprašam, kaj si misli? In en cel kup nekih predstav, nekih scenarijev, nekih ne vem, česa je odpadalo. V tej šoli odpuščanja je veliko receptov, jaz rekam temu, veliko receptov, ampak vsak jih mora v svoji lastni kuhinji življenja prepeči, predelati, preizkusiti. Nekateri bo nekaj dodali, drugi bo nekaj vzeli, ampak vsak, bi lahko rekla, mora pač v svojem lastnem življenju iti skozi to, uporabiti in dati svojo osebno noto temu. Tukaj smo pač tudi slišali in hvala gospa Nežka za to pričevanje. Vsaj malo, kaj vse se dogaja, ne, s čim se pridem. Ne? In kako pravzaprav je to res en dolgi proces in da je tukaj, kot je izmed vas rekel, ne, je nekje naučiti se. In da je to nekaj težkega, ne, da si upamo to priznati,
da prav to upamo si reči, da je to nekaj težkega in da smo čisto normalni, ne? Če nam ni enostavno pustiti. Ne? Da je to normalno. Da to samo kaže, da smo zdravi. Ker noben, ki je zdrav psihično, ne more kar enostavno odpustiti, če ga je nekdo ravno zelo prizadel. Ne? Še posebej bolj, kot ti je nekdo blizu, ne? Ki te razočaral. In da je ta zelo blizu tudi Bog. Ne? Čeprav mi je en moj kolega, profesor, rekel pred leti, ki je slišal, da nekje govori o tem ali prenovi, da moramo odpustiti Bogu. Kako to sploh upajo reči? Ne? Kako boš ti zdaj rekel, da more Bogu odpustiti? Saj pa Bog ne naredi nič slabega. Ne, kako je pravzaprav težko si priznati, da je čisto normalno, da mora tudi Bogu odpustiti. Res, da je Bog dober, ne? Ampak vedno je tako, da je tudi naša zgodba življenja, ne, odvisna od naše interpretacije, kaj smo si pač mi razložili določene dogodke, ne? Kako smo si jih mi pač razložili. In če se lahko Job kregal z Bogom in ga klical na zatožno klop, ne? Če je lahko v psalmih obtoževanja Boga in tako naprej, ja, ali mi res samo molimo psalme in samo beremo te knjige, ne, svete knjige, ali pa upamo si priznati, da se tudi nam lahko to dogaja in da to čisto normalno, ampak ni pa normalno to, da mi samo ponavljamo te molitve, no upamo jih pa časih živeti in jih dati na dan in prinesti to pred Boga, ne? Izreči to Bogu in videti, kje je pot, da bo lahko Bog stopil in kot Jobu tudi meni razodel, kdo je on do mene, v čem je problem tudi vsega, tudi te zamere, ki je nosil v sebi, da mi bo lahko pokazal pot življenja. Ja, ampak to je pa zopet šola, en dolg proces. Že te iskrenosti, da si upam pravzaprav priznati svoje čutenja, svoje doživljanje, vse to, kar v sebi, ja, nekako nosim. Ali pa je v resnici vsa ta naša religija, naši obredi, naši zakramenti se samo nekaj zunanjega, da nekaj naredim v tem odnosu do Boga, ne stopim pa nič v enosemen odnos z njim. Upam vse to prinesti pred njega in dopustiti, da v to noter on lahko stopi, da ga lahko tudi sliši. A je kakšna razlika med zakonci, ki so v skupinah teh ali pa tistih, ki niso? Ne? Je razlika. Ampak on je bil presenečen, da ni prave razlike. Je razlika, pač tu je to je paro dal skozi raziskavo. Je razlika v tem, da so si bolj zvesti, da si bolj nekako pač pomagajo in se to nekje pač to, ampak razlike pa ni v njihovih najbolj intimnih odnosih, v nekem globokem zaupanju in podeljevanju tistega najglobjega, kar nosijo v sebi. Da tukaj pa skoraj ni razlike med enim in drugim. Da so nekako, ja, že po naravi eni bolj odprti, ne? Eni bolj zaprti in da v resnici ta vsa duhovna vzgoja ne pripelje do tega. Kar je tudi včasih, ja bi lahko rekli, tudi resne. Ker ti tudi religijo lahko živim zelo na površju, ne? Zelo zvesto, ampak da bi pa z Bogom delil to, ta najbolj mračna čustva, to najbolj, ko te v želodcu boli, ko te v prstih stiska, ko nekako ne moreš dihati, pa da bi dal to ven, pa bi rekel, Gospod, glej, ne morem ti zaupati, ne morem verjeti vate, razočaran sem, ne morem res živeti s teboj, ne morem
biti to, kar ne morem verjeti, da si res oče, da me res ljubiš. Ampak upam to povedati. Upam to izraziti. In koliko tudi včasih je tudi med zakonci večkrat prav problem vsega tega izraziti, ker potem, da zdaj njega obtožujem, vse to. V resnici pa je tukaj to, kar je tudi v šoli odpuščanja, da ni zdaj najhujše, zdaj pač ena zavira, nekaj, kar se je zgodilo, en dogodek, ali je to tudi mi je umrl mož, žena, še hujše je zapustil, se ločil ter in tako naprej, prepiri za dediščijo, čudovito, če starši ne naredijo zapuščine, to čudovito, da sprejejo vso družino, brate in sestre, vse tako naprej. Ampak to so življenjske zamere, ali pa med sosedi, še posebej jaz sem bil iz kmetov, se vleče to iz roda rod, ali pa to črni, beli, vse to naši politiki in tako naprej. Ampak problem je pravzaprav bolj to, da je šola našega globjega zaznavanja sebe, stopanja v tisto najglobino in dopuščanja, da jaz počasi začenjam gledati življenje tako, kot je v resnici. Kajti moje zamere, vse tisto, kar jaz ne odpustim in ne zmorem odpustiti, mi onemogoča, da bi videl sebe in druge v pravi luči. Zato je tukaj v odpuščanju delo na sebi pravzaprav in na osebnem odnosu do Boga. Kajti najtežje odpuščanje je pravzaprav sebi. Sebi. Poleg Bogu, ki se ga večkrat niti ne zavedamo, ker pač v tej interpretaciji, kako ga doživljamo, kaj gre, je pa pravzaprav potem odpustiti sebi. Odpustiti, da se je to in to zgodilo. Odpustiti, da sem bil tako slep, da sem bil tako naumen, da sem tako naprej. Odpustiti vsem temu, kar se je pač dogodilo v mojem življenju. In predvsem sprejeti eni ponižnosti, da vse tisto, kar se je zgodilo, zopet ni čisto tako, kot jaz mislim, da je. Da se sploh zavem tudi tega mojega psihološkega, vsega tega, kar se v meni dogaja, da je tisti dogodek nekaj, kar se je zgodilo. Ampak da je, zdaj jaz ga vidim v vsej iskrenosti z ene luči, ne vidim pa jaz vsega, kar se je takrat tam zgodilo. Jaz se to razlagam, si interpretiram. In da je moja interpretacija moja, ampak lahko zelo napačna in zelo nekako ujeta v nekaj, ujeta tudi v zgodbo, v kulturo, v kateri živim, zgodbo moje družine, zgodbo mojega naroda, zgodbo čisto človeške ujetosti, vsebičnosti, iskanja mojega prav, tega, da imam jaz samo prav, da jaz samo prav vidim, da jaz sam točno vem, kaj treba in tako naprej. Da se ujamem v to noter, v ta svoj greh, ta izvirni greh, da se skozi to ujet. In vse to spoznavati, odkrivati, je dolgi proces. In tukaj je to, da nekako vidim, da je težko iti v to sam. Da je tukaj treba, tudi iskati eno podporo drugega, da gremo skupaj v tem procesu. Zato je tudi eno naučiti se, se ne more jaz sam naučiti. Jezika odpuščanja se jaz sam ne morem naučiti. Kot se nihče izmed nas ni naučil slovenskega jezika. Se je kdo naučil sam slovenskega jezika? Če bi ob nas ne govorili naši starši, mama, oče, vsi tisti, ki so nas imeli radi, da vam govorili že kot otrok in tako naprej, bi se ne mogli naučiti. Samo ker smo pustili, da smo poslušali in smo počasi začeli obesedljati, stopati na odnos, smo se naučili. Tako tudi ničesar, tudi izražanje tega, kar v sebi čutimo, doživljamo,
se ne moramo sami, če nekje se od tega ne učimo, se nekako ne zaznavamo. Zato se to učimo v tem tudi, da se združimo v skupino in tako naprej in drug drugega poslušamo. Da beremo tudi različne knjige, ne? Da se sploh učiš ubesediti, kaj pravzaprav se tebi dogaja, kaj pravzaprav doživljaš, kaj je to, kar v sebi nosiš. Ja, sploh si včasih ne znamo zavedati in si priznati, ne? Da vse tisto, kar mi znamo ubesediti, smo pravzaprav se naučili skozi to, ko smo druge učili, slišali, kako so določene stvari ubesedili. Tako se učimo ubesediti vse, kar je v zvezi z biologijo, fiziko in vsem tem, narast, stvarstvo in vse to, ker smo druge slišali, kako so določene stvari pomenovali, kako so povezane in tako naprej. Ne odkrivamo nekaj čist na novo. Ne? Na novo čist majhne korake delamo skozi vsa ta tisočletja, ampak se učimo. In da tudi tukaj tega jezika odpuščanja se učimo, ko pravzaprav upamo o tem poslušati. Poslušati ljudi, ki so to šli. Ne? In sprejeti, ne? Da se moram učiti. Da sem celo življenje učenec. In da ni nobene stvari, ne? Kateri ne bi mogel se počasno učiti, kako ven priti, ne? Kot je gospod čudovito rekel. Ne? Ko pride taka težka situacija, ne? Ko sem tako drugače res ranjen in potlačen in tako naprej zamorjen, ko nekako ne vidim nobene luči in poti naprej, ne? Ko sem jezen na sebe in na ves svet, ko obtožujem vse in sebe in Boga, ja, lahko ostanem samo v tem obtoževanju, ne? Lahko samo ostanem v tem obtoževanju, ali pa grem v iskanje rešitve. Ne? In tukaj smo tudi zato in se tukaj vse piše, ne? Ker ste se že odločili, ne? Da boste nekje upali iskati rešitev. Ne? In tu je tisto, ne? In da je tudi možna rešitev. In tem je tudi čudoviti dar naše vere, ne? Da nismo na tej poti sami, ne? Da imamo Boga, imamo brate in sestre. Ne? Da tudi če v naši družini, ne? Nekako nisem dobil tega v moji čisto biološki družini, te zmožnosti, da bi se naučil odpuščati, ampak da mi je bilo to pač nekako onemogočeno, nisem zdaj za tega prekleti nekako zakovan v to, da bi moral biti vse življenje v nekem obtoževanju. Ni treba. Ni treba, da bi vse življenje bil v tem obtoževanju. Tudi našemu narodu. Ni treba, da se stalno samo obtožujemo. Desni, leve, levi, desni in tako naprej, črno, rdeče, belo, kaj vse. Ne, lahko gremo iz tega ven. So poti rešitve. Ampak ali hočem iskati? Ali bom iskal jih skozi obtoževanje? Ali bom pa iskal skozi to, da bom včasih začenjal videti pot, ki bo vodila v življenje. Jaz ne morem živeti od ne. Jaz živim samo od sprejemanja. Samo ko upam, če jaz samo odbijam, od tega ne morem živeti. Če jaz ne sprejemam zraka, ne morem živeti. Vsak trenutek, če jaz ne sprejemam hrane, ne sprejemam vode, tekočine, jaz ne morem živeti. Jaz živim samo tako, ko upam sprejemati. In samo takrat, ko upam sprejeti to odpuščanje in verjeti, ne, da kako je v resnici odpuščanje, ne, kaj smo že oživljali, kako je odpuščanje nekaj, kar najbolj oživlja, ko upam skočiti ven, ko upam sprejeti pravzaprav to ponudbo odpuščanja, tudi od Boga, od njegove ljubezni, njegove odpuščanje. Ko upam sprejeti tudi odpuščanje od drugih in verjetnih odpuščanja. Kaj ti največkrat je problem, da niti ne morem verjeti,
da so mi drugi tudi odpustili. Ne? Da me res drugi ne gledajo, kot je tudi gospa Neška rekla, da me ne gledajo tako, kot si jaz mislim, da me gledajo. Ne? Da moram iti k njemu in mu verjeti. In da tudi Bog me ne gleda tako, kot jaz najprej mislim, da gleda, ampak ne gleda tako, kot mi je zapisal in pokazal po Jezusu Kristusu, je zapisal Evangelij in tako naprej. Moram verjeti, in to je najtežje, verjeti tistemu, ne pa kar mojim občutkom, mojim čutenjem. In odkriti tudi to, da je to zelo različen tudi ta jezik odpuščanja. Da vsak izmed nas govori različen jezik odpuščanja. In da ta jezik se moram začeti učiti. Da ta jezik, ko se ga naučim, sprosti en prostor, meni prostorje, v kateri bom zmogel se veseliti življenja, bom zmogel končno ljubiti sebe in druge. Odnosi tudi na predali, kako so ta sproščujoč, osvobaja me za ljubezen, da lahko ljubim. Ker ti največ energije zgubljamo prav v tem, ko ne moremo zaupati drugemu človeku, ko ne moremo z drugim živeti, ko smo vedno v strahu, kaj nam bo naredil, kaj se bo zgodilo, ko sem vedno v strahu, kaj si bo drugi mislil o meni, ko se vedno nekako premlevanju, kaj zdaj on misli, ko se zasmeji, ko je resen, ko nekaj govori, pa ne slišim, z drugim govori in tako naprej. In jaz, če nimam te svobode v sebi, te zmožnosti verjeti v dobro, v ljubezen, potem v resnici sem v stalnem notranjem premlevanju in obteževanju in iskanju neke rešitve, ko pa ni nobene. Če nekako ne grem v to, da sprejmem tudi to Božje odpuščanje, hkrati pa, da si upam določene stvari sploh priznati, kaj meni je. In gotovo je tudi to, da kristjani kot taki smo pravzaprav poklicani k temu, kajti odpuščanje je tisto temeljno sporočilo našega evangelija, najbolj vesela vest. Je tisto, kar najbolj daje temelj temu, da smo kristjani. Sprijeti Božje odpuščanje in ga živeti. To je temelj. Ampak kje se to lahko naučim? Se spomnim tudi tako pogovor o zakonci, kot tako tudi o temi odpuščanja. Vse je ja. Jaz se spomnim, večina so vsi pari rekli na skupini tam, se ne spomnim, da bi kdaj oče javno se opravičil mami. Ali pa mama opravičila očet, rekel, oprosti mi, narobe je bilo, to nisem prav naredil, žal mi in tako naprej. Verjetno pri vas drugače. Ampak še je pa potem tragično, se tudi mi pa ne damo tega primera svojim otrokom. Mi pa, pravite, se rekli, teramo naše otroke, da se morajo med seboj upravičiti, priznati, in zdaj pa mi pa pred njimi upamo javno, kar je javno se zgodilo, ne pač nekaj, kar je čist stvar, ki ni bila pred otroci nekako vidna, ampak je bilo pred otroci določena stvar, ki je bila res ranjujoča, to pa to priznati. In reči, ja, to je bolj ena šola življenja in tudi v besedi. Ampak, ali zmoremo kot kristjani, tudi v nizke skupnosti, ali manjše skupnosti, iti v ta proces. Sploh verjeti, da potrebujemo to. In da je tukaj tista pot. In da končno, tudi vse te stvari, ki so napete v narod, pa potem med družinami, so odvisne od posameznikov. Na kak način pač gledam, na kak način vstopam v odnos, na kak način tudi si razlagam določene stvari, ki se zgodijo. Ker to je način tudi moje interpretacije. Dobro, če nisem niti vprašal, dokaj že, kar jaz govorim, pa da potem vse skupaj traja. Vedno pol sedmi. Dobro.
tukaj sem nekaj knjig sam prinesel, tako, ker je tudi ta Gary Chapman, ki poznate, in Jenny Thomas, govorite o teh 5 jezikov. Vse nekateri ste že alergični na te Amerikance, ta 5 jezikov ljubezni, ampak po drugi strani pa ena resničnost, kako je odpuščanje nekaj kompleksnega in je tudi neki jezik, ki se ga mora naučiti. In da vsak izmed nas drugače razume. Pač nekdo more, da res verjame, da je drugemu žal, more to izreči, more slišati. Meni tudi veliko pomeni, da se pač pokaže, da je nekaj res narobe in tako naprej. Če kar tako nekaj, pač ni nič. Ampak drugi pa ni tak, drugi drugače razume, skozi ena dejanja dobra in tako naprej pokaže, skozi drugačen odnos, nič pa ne reče. Ja, ampak verjeti, da je drugemu tisto nekaj pristnega, pravega in da moramo verjeti. Tudi to se učiti nekako na različne načine. Jaz dojemam odpuščanje in ga izrekam, ga dajem drugim, tudi sebi, sprejemam in kako drugi. Drugo, tudi v narodu kot takem, ta še ni prevedena od Južne Afrike, ali je že prevedena, mislim, že ta nadškof Tutu, ki je za svojo hčerko tudi zelo šel v ta proces in je bil tako rekoč gonilna sila procesa sprave v Južni Afriki in tako naprej. Kar lahko tudi naprej, knjiga vam gre okoli, prav to nekako pravzaprav iti v ta proces odpuščanja. Da to ni nekaj tako enostavnega, da to nekaj zelo kompleksnega. Sam v tem vidiku kot tako, kako težko je že meni kot verniku globoko, verujem, lahko težko verjeti, da Bog mi res odpusti in da me ne gleda skozi tisti greh, ki sem ga storil, zlo, ki sem ga storil in tako naprej. Jaz imam tem težave tudi. Ni vedno mi je nastavno kar verjeti. Ali pa je že, pa se zopet obrne in tako naprej. In potem mi verjeti, in priznam pač resnico, kaj sem naredil in tako naprej, ampak je še dolgi proces, da res sprejmem odpuščanje, da sploh verjamem. To je zelo dolgi proces. Kak mi včasih mislimo, bomo mi pač povedali resnico, kaj se je zgodilo med vojno, resnico, zopet pomerkovajeno, a je sploh resnica možna, celostna, samo z ene strani? In bo zdaj že vse konec. A lahko sploh drugi izpove se tisto, če ne čuti, da mu drugi res odpušča, da ga ne gleda skozi to, da ga gleda kot človeka, da verjame vanj in da ga vidi kot tistega, ki je Božja stvaritev. Kako težko je to. Če pred Bogom. Ni to tako enostavno. Že med zakoncema ni enostavno. Kaj šele v narodu kot takem. Da preveč poenostavljamo, preveč črno-belo gledamo, preveč obtožujemo, kako so drugi nemogoči. Ampak to je nekaj zelo težkega. In treba je res iskati tudi primere in se učiti. Kot tretja knjiga, eno knjigo, ki sem nisem na hitro našel, je dobra izkušnja, tudi je prevedla Slovenska založba, preživela, da pričujem, kaj je že od tega, od to Afriki, kar se je zgodilo med, kaj se že to Tutsi, Ruandi, to je ena, ki je preživela, ta njen proces odpuščanja, kaj se je ona doživljala, kako je že mislila, da je odpustila, kako se je zopet vse obrnalo in je zopet hotela vse se maščevati in tako naprej, in kako je zopet potem šla v Ameriko, kako je skušala tem svojem narodu tudi omogočiti neko spravo in kako so tudi tam šli v neko spravo tega, sploh da so lahko izrazili ven vse tisto, kar so nosili, da so drug drugega poslušali, žrtve in tisti, ki so povzročali so to zlo, da so drug drugega poslušali in skušali slišati, skušali doumeti, kaj pravzaprav se je dogajalo, kaj je vsak izmed njih čutil, mislil, doživljal.
kaj ti še potem lahko nekako ven pride, ne? Ker ni tukaj črno-belo. Kaj ti, da je tako malo odpuščanje, zato tudi, ker je odpuščanje večkrat zelo napačno razumljeno. Ne? Da je odpuščanje večkrat tisto, kot da, ja, če odpustiš, pa pozabiš. Ne? Če res odpustiš, potem morajo biti odnosi takšni, kot so prej. Ne? Če odpuščanje nekako, ja, to je kot pribežališče falotov. Ne? To je se pravi, da jaz drugemu nekako ne dopustim, da bi pravzaprav bil kaznovan, ne? Pa tako naprej. Da je nekako odpuščanje zoper pravičnost, ne? Ki nekako tudi mora biti. Ker da potem, če odpustim, se odpovem tudi enim pravicam. Ne? Bo žena, pač, ki je mož zapustil, odpustila zdaj temu ex-možu in tako naprej in bo vse pustila, da bo pač on delal, kar hoče, je pobral vse imeti in tako naprej. Ne? To ni odpuščanje. Ne? In tako. Ali pa da odpuščanje, kot sem že rekel, tu kar enkratno dejanje. Ne? In vse te stvari. Ne? Te je veliko teh napačnih razumevanj odpuščanja. In da je tudi isto potem najtežje. Da pravzaprav napak razumem, zato tudi nočemo, ne? Odpustiti. Ne? In odkriti, kaj pravzaprav je odpuščanje, je tudi to, da se moram učiti. In da se skupaj z drugim učimo. In vidimo. Ne? Tisto šolo, ne, mislim, da jaz tak pametnjakovič, nekaj imam svojih osebnih izkušenj, imam sam tudi probleme z odpuščanjem, sam tudi vem, kako ni enostavno odpustiti, sam tudi vem, kako nekaj res je oživljajočega, ne? Ko zmorem odpustiti, ko sem zmogel odpustiti, tudi sebi in drugim, kako je važno res reči ne odpuščanju, brez maščevanju, ne? Zgleda, da mi je bliže ne odpuščanju, ne? Da se raje povem odpuščanju kot maščevanju, ne? Da sem še zelo človeški. Da mi ni to tako že v naravi, ne? Pa sem že v tej šoli dolgo, ne? Ampak je to večkrat, da bolj hitro šolamo druge, ne pa sebe, ne? Da je to vedno nevarnost. Ne? In da tudi smo vsi kristjani v tej nevarnosti, tudi v tem odnosu, v tej politiki in tudi tem narodu, da mi že mislimo, da znamo odpustiti, da smo mi že odpustili, ne? Da je tudi to, ne? Ampak v globini, ali res odpuščam? Ali res napravljam prostor, da lahko drugi ob meni živi? Da lahko drugi res se čuti sprejetega, da se čuti nekako razumljenega. A znam postaviti tudi ene prave meje, zdrave meje do drugih in tako naprej. Znam reči določenim stvarem tudi ne. Znam hkrati puščati eno odprtost in se zaveda, da smo vsi na poti in tako naprej. Vse to je noter vključeno. In da je nekako gotovo tukaj, kar je pomembna tudi ta molitev, ne? Potrebnost molitve. To odpuščanje ni nekaj, kar je ukazano, ne? Ampak je na ponudbo. Ne morem jaz odpuščati na ukaz. Tudi tu je dana svoboda. Svoboden sem. Bog mi daje svobodo, da sprejme njegovo odpuščanje in Bog mi daje svobodo, da ga tudi daje. To ni prisila. To je nekaj, za kar se moram odločiti, ampak se zavedati, da ne morem sami sebe tega dati. Dam lahko samo tisto, kar sprejme. Mi ne moramo sami sebe življenja dati, ampak smo ga mogli najprej sprejeti in ga posredujemo naprej lahko. Ne? Mi ne moramo ene ljubljenosti drugim sami dati, če najprej ne upamo sprejeti, jo živeti in jo izžarevati. Nobena peč sama iz sebe ne ogreva, če ne dobi noter nekje energijo, da lahko ogreva. Ne morem sami sebe. Tudi sam sebi ne morem odpustiti, ampak lahko samo sprejmem to odpuščanje. In v tej knjigi je nekako tudi, ki je napisal francoski psiholog in duhovnik, Jean, ja, daje ene korake, oziroma tudi te razlage malo bolj, pa tudi korake, eni 12 korakov tega odpuščanja, ki so psihološke in duhovne narave
je nekako tisto, da skuša nekje pomagati človeku, da se zaveda tudi čist psiholoških procesov in vsega tega zank, kot je gospa Nežka prej došle stvari tudi povedala. Hkrati pa tudi pokaže, pripelje tudi nekje tisto, da je najpomembnejše odpustiti sebi, ne? Vstopiti v to globje, videti skupaj z Bogom, kaj pravzaprav se je zgodilo, kaj je tukaj. Ne? Pustiti, da ta spomin zopet pride na dan, kajti samo tisto, kar je tukaj, lahko jaz odpustim, zato je tudi to, da se učim v besedi, da upam to v besedi, da to upam prenesti pred Boga, pred ljudi, prek nekoga, ki mu zaupam, ki mu verjamem, da je v meni, da me posluša, da mi ne daje sam recepte, da me sam nekaj poučuje, da me ne nekako se popuščuje nad menoj in nad menoj nemočjo, ampak da mi kot Bog skuša dati zavest mojega normalnosti, da sem samo normalen, malo normen, ampak da je to nekje tisto normalno, ne? Tej poti procesu in da je tisto, kar najtežje tudi to, kar večkrat pademo v odpuščanju, da se pozdignem na druge v odpuščanje, da se jaz naredim velikega, mogočnega in takih odpuščanja največ, ne? Ko jaz pravzaprav nekako z zvišenostjo rečem, jaz ti odpuščam, poglej pa, kak si ti, ne? Kako pa ti, ne? Pa žena odpusti se možu, ampak mu servira vsak 3 časa, ne? Kaj mu je odpustila? To ni odpuščanje, ne? To je nekako pozdigniti se na drugega, ne? Biti nekako moralno višji in tako naprej. Jaz sem kristjan in ker sem kristjan, ti pa odpuščam. Ne, pripeljati prav do tega, ne? Tudi hoče v teh korakih, ne? Ki jih pa veliko lažje, če jih skupaj delamo, je tem, da vidiš, da sami sebe ne moreš odpustiti. Da je to čisti dar. Da je naše odpuščanje drugim dar Boga, da se zgodi, da se lahko samo odpremo, da se zgodi. Kot vedno znova v 7 pismu je zgodila se beseda. Ne? Lahko rečemo, zgodilo se odpuščanje. To odpuščanje pride potem počasi. Ne gre, da bom jaz vratem nos, hočem odpustiti, ne boš nič mogel. Ampak da boš naredil ta prostor in se zavedal ponižnosti, da je to dar tebi in njemu, da sta oba obdarovana s tem odpuščanjem. Da bi lahko nekje živela kot brat in sestra istega Boga, ki ljubi vse in vidi vsakega tem, kar je. In ne skozi to, kar je naredil, ampak da jemlje nase tudi to, kar se je zgodilo. Ne? In vso to zlo in temo. In tem procesu je nekako tudi to, da je potem tudi v Božji besedi, ob molitvi in vsem tem nekje duhovnem spremljanju, vsem spremljanju, en proces, ki zopet enem letu nekaj naredi. Ampak končno, kaj je 1 leto? To ni veliko, ne? Čeprav se zdi ogromno, ampak v tem procesu učenja, ne? Ja, sprejeti, da smo učenci, mi smo Kristusovi učenci, od rojstva do smrti, ne? Nismo učitelji, ne? Zato pravi Jezus, ne bodite učitelji, ne? Ampak tudi, če si učitelj, si še vedno učenec. In ko nehaš biti učenec, je konec tudi s tvojim učenjem, ki boš prej ali slej padel na slabše, kako tisti, ki ga ti učiš. Ne? In boš hujši, kot tisti, ki ga ti učiš. Ne? In s temi stvarmi, ne, gotovo je proces, ko upam, da sem vsaj nekaj nakazal, pa bi vas sedaj povabil, da bi se malo stavili najprej v tišini, da ima vsak zamisli si, kaj mu odmeva, tudi vsem tem, kaj mu ostaja. Če skušam zdaj se kaj tisto, kar mi odmeva od vsega tega pričevanja, razlage. Ena, 2 stvari. Kaj moče tisto, kar se je potrdilo, kar sem že sam nekako slutil, vedel, znal. Ali morda tudi kakšen vidik, ki se mi je na novo odprl bolj, pokazal.
čisto tudi kot molitev izrečem Bogu hvala za tisto, kar mi je bilo dano. Ti vse, kar je dobro, prihaja od njega, ki je vir vsega dobrega, ki je vir luči, resnice, ki osvobaja. Skupaj, zahvalo Bogu, slavo Očetu, in Sinu, Svetemu Duhu, kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej